Živjo družba, spet sem jaz, dobrodošli tukaj na mojem kanalu. Tokrat pa, glede na naslov, ste zagotovo pač si predstavljali, da bomo govorili o letu 2019. Najprej vam iz vsega srca želim veliko, veliko zdravja. Saj veste, če ima človek zdravje, ima vse. Ampak kljub temu, ne, da če ima človek zdravje, ima vse, vam želim tudi veliko ljubezni. Pač od ljudi, ki vas obkrožajo. Veliko uspeha, in magičnih trenutkov, pa izpolnjenih ciljev. Jaz ne vem, kakšen imate vi odnos do tega, če si kakšne novoletne obljube daste. Jaz v bistvu mislim, da je to tako, no, da ko je človek pripravljen na spremembo, jo tudi uresniči, a ne, zdaj čisto vse naj 16. marca ali 4. november ali je pa 1. januar, a ne. Ampak recimo, da je en tak del v letu, da človek majčkeno poanalizira, ne, situacije in da majčkeno ovrednoti stvari in da se lahko odločimo narediti kakšno spremembo. Bomo začeli najprej na fizičnem nivoju, čeprav so, ne vem, prav hecne stvari, s katerimi se še vedno ubadam, kljub mojim 44 letom. Ampak ena izmed njih je telovadba. Še vedno se nisem spravila migati, saj vem, mislim. In to me je zoprno, zaradi tega, ker sem jaz, ko sem bila mlajša, sem košarko trenirala, rada sem tekla, rada sem se s kolesom vozila, rada sem v hribe hodila, ne vem, plavala, veliko stvari sem rada počela, ne. Zdaj pa moram reči, da mi je pa omejitev moj vid, kljub temu, da se tudi športne dejavnosti lahko tudi slepi in slabovidni opravljajo, ampak tukaj v Mehiki je majčkeno bolj težka ta zadeva, nisem še pogruntala, kako bi jaz to lahko počela. Tako da sem iskreno povedana v glavnem omejena na hišo in to pomeni, da pride v poštev kakšne raztezne vaje, kakšna joga, ne vem, kakšne vaje, ki smo jih včasih za ogrevanje delali, to je pa zame, ne vem, mi deluje strašno dolgočasno. In zdaj ali moram kakšno drugo zadevo odkriti, da jo bom jaz doma počela in da se bom imela, pač da me bo pritegnila, da jo jaz začnem izvajati. Ali se bom mogla pa za eno od teh resno odločiti in začeti delati, ker ja, ne počutim se več tako gibčna, ne počutim se fleksibilna, taka trda se počutim in to ni nič fino za zdravje. Potem še vedno pijem premalo tekočin, čeprav moram zdaj priznati, odkar sem si umislila novo plastenko za vodo, da pijem majčkeno več. In to izhaja iz enega zdravstvenega razloga, ker sem bila kot otrok navajena na malo tekočine. In to je razlog, jaz se ne opravičujem zdaj s tem in nikogar ne dolžim, da je kriv za to moja zadeva, ker zdaj sem že precej velika punca zrasla in jaz še vedno tega nisem pokorigirala tako, kot bi morala. Čeprav mislim, da zadnja 2 meseca res, odkar imam to plastenko, da mi gre boljše, ampak še vseeno kakšen dan ne spijem dovolj tekočine. Isto je s prehrano, vlečem tudi iz otroštva naprej slabe navade prehranske. Včasih dolgo ne jem zajtrka, pa sem potem zelo lačna. Včasih jem preveč kruha čez dan, včasih ne večerjem, pa je potem spet preveč ur, ker nič ne jem. Skratka, tukaj bolj mislim narediti, no, da bi morala pač en urnik imeti, kdaj bi jaz jedla, pa približno, ne vem, da bi bilo uravnoteženo, pač sadje, zelenjava, meso, kruh, ne, da ne bi bilo ničesar preveč. To bi bilo nujno treba popraviti. No, to je na tem, pač na fizičnem nivoju. Potem bi se v prihodnjem letu res rada naučila že samostojno uporabljati računalnik. Jasno, da sem ga prej znala uporabljati, potem sem pa vid izgubila in še vedno nisem uspela, da bi mi naložili en računalniški program, ki ga jaz potrebujem, da pač se šele lahko potem učim uporabljati računalnik samostojno. In sicer eno zadevo sem mi naložila, pomislila sem hkrati s tem tudi en virus pokasirala. Skratka, najprej moram računalnik usposobiti, potem pa se usesti in začeti vaditi in biti majčkeno bolj samostojna na to temo tudi. Potem bi se pa rada še veliko novih stvari naučila. Med drugim je všeč tudi peti pesem. In ne bojte se, ne bom kakšnih koncertov izvajala, ampak so mi všeč pač pesmi, ki jih poslušam po radiu in mi je všeč zraven prepevati in se je treba naučiti teksta, ne, in zato si pa jaz časa ne vzamem. Tako da si želim vsaj enkrat na mesec se en tekst naučiti pesmi, da lahko zraven prepevam. Potem ta zadnji, ali pa eden od zadnjih stvari, ki si jo želim, je pa izboljšati se, biti boljši človek, biti boljša oseba, biti boljša mama, boljša žena, boljša hči,
boljša sestra, boljša prijateljica. Pač ne vem, vedno je tam še veliko prostora, vedno se lahko popravimo, vedno se lahko izboljšamo in imam tudi jaz še kar nekaj popravkov za narediti in se jih že veselim. Upam, da bom čim več teh zadev, da bom v resnici tudi izpeljala in da ne bo ostalo pri zaobljubah. Zelo bi bila vesela, če bi spodaj napisali, če vi kaj naredite na temo novoletnih zaobljub, a verjamete v to zadevo ali ne, si kakšno zastavite in jo tudi izpolnite ali ne. No, ta zadnja zadeva, ki pa pač ni moja izbira, ampak pač sem v situaciji pa ta, da zberem vsa sredstva, ki mi še manjkajo za poplačilo moje operacije z Gamma Knifeom. Najlepše se vam zahvaljujem za vso pomoč, ki ste mi jo pač dali do zdaj. In sicer Slovenci večinoma nakazujete preko PayPala. To se tako naredi, da se naročite na moj kanal in potem kliknete na gumbek donacije in potem vas ta gumbek vodi do PayPala in prek tega lahko donirate. In sem vam res iz vsega srca hvaležna, ker je cel postopek plus pregledi, ki jih imam kontrolni potem, stanejo 25.000 evrov in to je zame čist nedosegljiva številka, ker res velikokrat nam konec meseca prav nič ne ostane in tega sploh ne bi mogla narediti brez vaše pomoči. Lahko sem to naredila s pomočjo moje mame, ki mi je na začetku nakazala, in z možem, ki sta v začetku nakazala pač določena sredstva, da sem lahko plačala zdravnike, ki so zunanji in jih je bilo pač treba vnaprej plačati. Stroški bolnice, ki pa glavnina stroškov, so mi pa pač dali možnost to poplačati na redne mesečne obroke, brez obresti, ampak jaz še vseeno, to mi olajša, da imam pač več časa za zbrati sredstva, ampak jaz sredstva še vedno moram zbirati. Tako da sem vam res iz vsega srca hvaležna vsem tistim, ki ste že donirali. Če imate možnost donirati, sem vam res neskončno hvaležna. Lahko mi pa pomagate tudi na ta način, da delite mojo zgodbo, moj video z vašimi kontakti, z vašimi družinskimi člani, prijatelji, da tako dosežem čim večje število oseb in mogoče s tem tudi ljudi, ki so mi pripravljeni in tudi zmožni pomagati. Najlepša hvala in se slišimo prihodnjič. Adijo!